En lep pozdrav tudi od mene. Tako kot je bilo že povedano, bom danes z vami Kamenščak Irena in si bomo v približno naslednji uri do maksimalno uri in pol pogledali neke osnovne davčno-pravne primerjave, pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in pa tudi nekaj, bom rekla, novic oziroma nekaj posebnosti povezanih s študentskim delom. Na kratko bomo najprej pogledali, bom rekla, osnovne delovno-pravne značilnosti pogodbe o zaposlitvi, potem pa še civilne oziroma, bom rekla, pravne značilnosti avtorske pogodbe in pa podjemne pogodbe v smislu, recimo, kdaj je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi, kdaj se lahko sklene avtorska pogodba, kakšna so pravila glede sklepanja podjemnih pogodb. V nadaljevanju si bomo pogledali primerjavo izplačil po teh treh pogodbah, torej na kakšen način je obremenjeno samo plačilo za delo, če ga izplačate na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi avtorske pogodbe, na podlagi podjemne pogodbe, kako je s povračili stroškov, torej v katerih primerih vi lahko stroške izplačate oziroma povrnete neobdavčeno, kdaj to ni mogoče, kako je z možnostmi drugih izplačil, ki jih lahko ponudite pač osebam, s katerimi imate sklenjene te pogodbe, torej ali je možno tem osebam izplačati kakršnakoli druga neobdavčena izplačila v smislu, ne vem, recimo jubilejnih nagrad, odpravnin, in pa na koncu si bomo pogledali še pravila glede delovanja in pa dela študentov in pa obremenitve dohodkov, pač, ki jih ti prejmejo preko študentskega servisa.